Žal v tem času ni prišlo do zbližanja stališč med pogajalci in se je zaostritev stavke izkazala kot nujnost. V bistvu so želje, pričakovanja in nazadnje tudi zahteve zdravnikov širše od kamenčka, ki ga v izboljšanju zdravstvenega sistema v Sloveniji predstavljajo nekoliko višje zdravniške plače. Torej, umik soglasij trenutno poteka v okviru stavke, ampak v resnici gre pri umiku soglasja samo za to, da bomo zdravniki ta čas delali tako, kot delajo vsi drugi naši sodržavljani in kar je skladno z slovensko zakonodajo in obenem tudi evropsko direktivo. To pomeni, da želimo delati in živeti tako kot drugi državljani. Pa še nekaj je pomembno pri delovnem času zdravnikov, marsikje prepovedujejo predolge delovnike, prav zaradi tega, ker lahko trpi kakovost zdravnikovega dela in varnost bolnikov. Zdravniki delamo v timih, v katerih mora biti dovolj kadra. Število kadra seveda določa proces in je v bistvu odvisno od tega, ki tim vodi. Zato si želimo, da bi se izboljšali pogoji za delo, vključno s plačami, tudi za druge poklice v zdravstvu, da bodo postali ponovno ti poklici privlačni, da Slovenija ne bo šolala 1000 srednjih medicinskih sester, ki bodo potem odšla na druga delovišča, v druge poklice, zato ker je ob teh pogojih, ki jih nudi trenutni slovenski zdravstveni sistem, to delo bistveno preveč težko in odgovorno, glede na to, kaj lahko tak zaposleni dobi. Izrecno manjka srednjih medicinskih sester, zato zapiramo oddelke in obravnavamo bolnike v nemogočih pogojih. Iztrošena je tudi oprema, zidovi. Na številnih oddelkih po Sloveniji ima 20 bolnikov skupno stranišče, kar je že iz epidemioloških razlogov, stališča prenašanja bolezni, velik problem. Smo na repu držav po številu enoposteljnih sob, če se primerjamo z Evropo. V takih pogojih je zdravnikom, ki se zavedamo, da moramo bolnikom zagotavljati varnost pri njihovi obravnavi, zelo težko delati.